Maja in Laura. Zanimiv par. Iskreno sem pričakoval, da bom lani dobil žaromet. Ja, mislim, vsak ima svobodo govora, pač, če se hoče tako izražati prek interneta, itak je vsem vse dostopno. Pač. Wow, joj, vi to gledate, vi me kar poznate. Tak. Za nekaj sem zvedel prek prijatelja, ki mi je rekel, da se bo enkrat nekje na nedoločenem času, na nedoločenem kraju zgodil en YouTube kanal, pa če bi bil zainteresiran. Pa ker sem gledal toliko enih youtuberjev takrat, pa ker jih še kar gledam, sem rekel, da mogoče bi pa probal. Nisem pa vedel, kaj se spuščam, če sem čisto iskren. Noben od nas ni. Za nekaj sem zvedla, ker me je v bistvu en kolega kontaktiral prek Facebooka, pa je rekel, da je zvedel, da se širi ekipa in če bi bila mogoče zainteresirana sodelovati. In jaz sem tako valjda, ful rada delam video posnetke, ful sem rada na kameri in sem se strinjala in evo, sem tle. Za nekaj sem zvedla tako, da mi je enega lepega dneva en golobček prišepnil: Maja, mi te hočemo imeti, če si ti za. Obstaja ena ekipa kreativcev, ki bi radi delali en YouTube kanal in pač sem si rekla, a zakaj pa ne? Ne spomnim se točno, kako sem zvedel prvič za nekaj. Vem sam, da sem na YouTubeu začel videvati neki videe in pol sem pogledal, kaj to je in sem videl, Maja in Laura. Zanimiv par. Pleme je nastalo s tem, ko sta se nam pridružila še druga dva člana, Manca pa Urh. Prej sva bila pa Laura, pa Sat in Jerry, pa dobro, sodelovali smo še z ostalimi, Čale Sale, Tjaša Dev in so nam vsi na nek način pač pomagali graditi to celotno neki ekipo in hkrati pleme. Ampak pleme kot takšno smo pa postali, ko sta prišla še Manca pa Urh. Ja, po mojem smo ekipo nekaj razširili, zato ker koncept neki je že iz samega imena neki. Ni določeno to, koliko oseb bo, kaj se bo na tem kanalu dogajalo. Bi bili zdravstveni kanal, pa smo se odločili za zabavo in zato, ker je neki ideja ali pa to ljubezen, ki jo imamo, ali pa ta cel kanal, ki smo ga naredili. Neki plemenu sem se pridružil, spomnim se, da sem imel nekako manjšo krizo, v narekovajih, z ustvarjanjem svojih YouTube videov. Predvsem zaradi tega, ker nisem mi dal več nekako toliko truda vlagati tudi v snemanje in editanje in celotno produkcijo in mi je sam nekako pasal biti pred kamero. Potem sem zvedel, da se iščeta še nova člana, mogoče nov par, za neki in smo se dobili na sestanku in vsaj za moje pojme se mi zdi, da smo se ful v redu ujeli. Pridružila sem se tako, da sem v bistvu posnela nek video audicijo, da sem videla, če sem res primerna za to vlogo. Pol kasneje sem pač spoznala celotno ekipo, sploh Laurota in Maja in smo se pokonektali. Ja, mislim, zdaj smo dejansko 4 glave, ki lahko skupaj staknejo svoje ideje, ne? Tako da pa snemanja so tudi bolj razgibana, mislim, malo več je usklajevanja kdo kaj, lahko si pa tudi kaj več privoščiš, ker recimo prej sva bila z Laurotom nekako sama dva za vse, tle se pa zdaj lahko malo porazdelijo stvari pa še v neki drugi luči izpeljajo. Ne, nisem bila youtuber, mislim, hodila sem biti na neki točki v srednji šoli youtuber in sem imela neke challenge iz sošolko, ko sem jih zbrisala pred kratkim, ker je bilo ful neumen. Ampak ful rada pa delam tako kakšne smešne vsebine tudi na svojem Instagramu, no. Tako da se ful najdem v tem. Jaz sem vedno mislila, da bom, ne vem, igralka ali pa kvečemu neka, ne vem, voditeljca, to sem se vedno želela. Tako da pač res si nisem pa sploh predstavljala, da bi prišla pa še na to YouTube sceno in sem tako ful vesela, da dejansko imam zdaj malo več stvari v življenju, ki jih lahko naštejem, da sem jih pač že počela. In pač ful mi je tudi fajn, da se sprobam v čim večjih stvareh, pa vidim pol tudi, kaj mi najbolj leži. Moja edina želja in moj edin sen in moj edin cilj, ki sem ga kadarkoli imel, je pač, da delam stvar, ki si želim delati. Karkoli bi delal, bi rad delal z veseljem in pač to, da imam priložnost delati nekaj takega, čemer uživam, po čemer lahko svojo dnevno mišljenje ali pa glavo dam noter. Se mi zdi to pač neka najboljša priložnost. Je pa res, da imamo potem nekateri youtuberi srečo, da nas ljudje podprejo, kot je nas podporil Telekom in lahko rečem, da je to zdaj moj job že dobri 2 leti. Zelo rad rečem, da sem youtuber in živim od tega. Je par stvari, ki jih obžalujem, no, ampak ne zabijam se, nič ne obžalujem. Ful je dobro, mislim, res ena posebna izkušnja v življenju. Sem iskreno pričakoval, da bom lani dobil žaromet za najosebnost YouTube, pa nisem dobil žarometa. To sem pričakoval, ne hetam se. Nisem v bistvu vedel točno, kaj ne pričakujem, zato ker tudi nismo nikoli v ekipi imeli namena biti neki
navadni vsakodnevni youtuberji. Vedno smo si želeli, da je neki video, ki ga pogledaš, pa dobiš občutek, da ne gledaš navadnega YouTube videa, ampak da gledaš nekaj več. Zato smo se trudili pri velikih teh videih delati zgodbo. Najboljša stvar pri neki je definitivno ful odprtega prostora za kreativnost, sprav za ustvarjanje, odnosi z ljudmi, ki sem jih spoznala v tem projektu. Pa to, da počnem to, ker me ful veseli in je sproščeno in zabavno in ni stresno. Najboljša stvar pri neki so mi ljudje, definitivno, ker se z njimi dobro počutam in je dejansko tako, da greš nekam in se imaš fajn, kot da bi se s prijatelji dobil. Ljudi od zadnje je nešteto, ne? Sej že konec koncev že fani pomagajo sestavljati neki ekipo, glede na to, da veliko challenge-ov pa teh stvari dobimo iz inputa fanov, ki nam pišejo v komentarje, kaj ne naredimo. Neki še enkrat ni ekipa nas, ampak je ekipa vseh. Celoten proces snemanja je tako, da se dobimo na sestanku, vsak pove svoje ideje, kaj bi lahko delali in pol majčkam brainstormamo, kaj bi bilo pametno narediti, kaj koga veseli, kaj kdo ne bi delal in pol naredimo pač skupaj nek tak scenarij, da je čim bolj zabaven, čim bolj in seveda pač sledimo vsem trendom, ki so. In pol se določi en datum in se to posname. Snemanje pa izgleda tako, da ponavadi uro zamuja. Najprej si spije mogoče kakšna kava, se malo poklepeta. Pol pa nič, ko se enkrat prižgejo kamere, gre za res, ampak še vseeno je pa zelo, zelo zabavno. Moj najljubši video mi je bil dejansko ki smo ga snemali o ljubezni. Predvsem zaradi tega, ker se mi je zdel najbolj pristan in ker sem dejansko res bil lahko pač točno to, kar sem jaz, nisem povedal, kaj si mislim. Kmetija, zato ker je eden izmed mojih tako najljubših scenarijev, najbolj zabavnih. Tudi zelo rado se mi zdi, da smo se najbolj zabavali, ko smo tega pisala. Moj najljubši video je definitivno Minecraft, ker ful rada igram igrice in zdi se mi, da te igrice še nikoli nisem igrala in mi je Urh zelo lepo spoznal s to igrico. Snemanje, kjer sem se jaz najslabše, po mojem odrezu, je bilo snemanje Jinx Marathon. Najboljša so mi bila pa po mojem snemanja zimskih pa poletnih challenge-ov. To, kar sem kazal na random ljudi v javnosti. Najmanj priljubljeno snemanje mi je bilo pa, ne vem točen kjer video, ampak v nekem videu sem mogla hoditi do neznancev v Ljubljani in jim prodajati listje. Te grdi komentarji so spet ena stvar, ki sem šel nekako čez njo že prej. Obviously, sploh prvič, kad to dobiš, je tako ful slabo, ker se ful slabo počutiš. Wow, ne vem, to je naravna reakcija, se mi zdi. Ne jemljem si ničesar k srcu. Mislim, če mi nekdo od mojih bližnjih, ki vem, da me res pozna, nekaj pove, pa mi mogoče to ni všeč, pač zato, ker mislim, vidiš, da ni to kul, pa moraš nekaj spremeniti, sem pač si jemljem to k srcu in recimo pol to tudi upoštevaš, če mi pa to, ker nekdo tretji reče, ko me itak ne pozna, pa me vidi prek enega videa, pa itak si ne more ustvariti neke celotne slike o meni, zato se mi zdi pol čistko nepomembno, da bi si to sploh jemal k srcu. Jaz sem rad, če je komentar konstruktiven, pa to, če mi kdo reče, nagravžno frizuro imaš, ja, se strinjam, nagravžno frizuro imam, to, če se pač izrazil njih nagravžno, če bi pa napisal grdo frizuro imaš kot ne, če bi pa kaj drugega, se pa pač ne bi popolnoma strinjal s tem. Jaz mislim, da se ne smemo grdo izražati na internetu, zato ker je to, s tem pokažeš svoj nivo. Sploh mi gre živce, če se izražaš grdo na internetu, pa si skrit pod nekim usernameom, da niče ne ve, kdo je to, zato ker res to, če sem kaj grdega pokomentiral, sem zelo prešiček in se pač videl, da sem to, kar sem odgovarjal na komentarje. Ja, mislim, vsak ima svobodo govora, pač če se hoče tako izražati prek interneta, itak je vsem vse dostopno, pač če to njim paše, naj to počnejo. Zaenkrat se mi še ni zgodilo, da bi me kdo prepoznal zaradi sodelovanja v neki. Mogoče tudi, ker nisem bila nikjer v takem okolju, da bi bili pač naša ciljna publika lih tam blizu. Najbrž je že kdo me opazil, ampak nisem pa jaz tega še ujela. No. Sem vesela vsakega odziva, ki ga dobim od ljudi, ampak zdaj ne vem, neki v živo s fani pa, ne vem, ful mi je smešno pač tak, da sediš na pijači, pa te pol res sploh mali otroci tako prepoznajo in so te tukaj veseli in pol sem kar tako, wow, joj, vi to gledate, vi me kar poznate, tak, ja, itak da ti dam podpis, halo, ne? Ko si, ne vem, v centru Ljubljane in pride en random otrok ali pa najstnik do tebe in tako, wow, jaz gledam tvoje videa, se lahko slikam s tabo, kar mi je tako nepredstavljivo. Skozi bom neki. Upam, da čim dlje, ker se pač ful dobro v tem počutim in zdi se mi, da pač se to tudi vidi in da pač se vidi to, koliko sem lahko kreativna, ustvarjalna in koliko lahko pripomorem pač k naši ekipi. Tako da jaz upam, da čim dlje. No. Upam, da čim dlje, no, ker ne vidim dejansko nobene slabe stvari v tem. Ja,
dokler ne bojo rekli, Maja, dosti imamo, ajde fejt. Ampak še takrat ne bom šla. Celo življenje, po mojem, ko si enkrat nekaj, si vedno nekaj. Če smo nekaj začeli, se mi zdi, da tudi, ko me več ne bo, ali pa ko ne bo, pa tudi, ko se bo kanal neko snemati, pa ko ne bo nobenega več od nas voditeljev, ali pa če sploh ne bo več nekaj, bojo posnetki, če se seveda ne bojo zbrisali, vedno ostane na internetu in bomo pač vedno familija. Vsi spomini ostanejo, vse, kar se je kadarkoli zgodilo, ostane. Naše fotke na telefonih ostanejo, fotke na Instagramu ostanejo, vse ostane na internetu, pravi, tako da mislim, da cel live. No, folk, če vam je bil ta video všeč, napišite spodaj v komentar. Danes smo bili res malo bolj razkriti in odkriti o samih sebi, tako da povejte, če bi radi gledali še več takih vsebin. Ne pozabite lajkati pa se subscribati na Neki Neki. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki Neki. A vam to je kar največja trema. Pač me je to tako, Joj, ne smej se. Dejansko mislim, da mi je bil dejansko mislim, da mi je bil, oh my god.